Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice in sicer sem danes pred ordinacijo znanega, priznanega, tudi širše, ne samo v Mariboru, urologa, doktorja Korena, z enim prav posebnim razlogom. Namreč mesec maj je tudi svetovno gledano mesec masturbacije in doktor Koren je seveda ena od vodilnih avtoritet na tem področju, pa bom kar vstopil. Aha, tukaj je sestra. Dober dan, reporter Milan, pozdravljeni. Kaj ste vi na vrsti že naročeni? Ja, imam sestanek dogovorjen ob tej uri, ja, ampak za intervju v bistvu, ne? Intervju? S kom? Ja, s doktorjem Korenom, v bistvu. Aha, zakaj točno? To smo prišli, ko je mesec masturbacije, veste, da bi... Te pa rajši ne. Zakaj ne, če pa je... Ne, mislim, gospod doktor je super, on je en izmed boljših zdravnikov, samo na to temo mogoče res ne bi bil najbolj primeren, no. Ja, seveda bi bil, če je vodilno... Ne, veste kaj, on mogoče v nekaterih pogledih malo preveč napreden, kar se tega tiče, pa vas prosim, dajte nekam drugam stopiti. Ne, ampak mi to res rabimo, eno drugo mnenje bi lahko... On ima bolj tretje mnenje o tem, tako da res, no. Še boljše, bom kar stopil naprej. Dober dan, doktor Koren, pozdravljeni, reporter Milan. Nisem ga mogla ustaviti, pardon. Kaj pa je? Ja, dogovorjena sva za intervju za mesec masturbacije, ne? Izvolite, ja, kaj vas zanima? Ja, vi pravite, da je to... Ja, najprej, da vam povem, da pač tisti, ki to določajo populistično, marketinško ali to je brez veze. Masturbacija mora biti prisotna vedno in vse povsod, ne samo mesec dni. Jaz bi zdaj ven šla. Ne, počakaj ti, ker tu čakaj. In dobro, zdaj pač, če je mesec in je pač rezultat tega, da ste vi mene to prišli vprašati, hvala Bogu. Drugače pa jaz sem pobudnik in stojim trdno za tem, da je to zdravo, da ni važno kdaj, kje, pač za določeno intimo moramo poskrbeti, seveda, da ne motimo drugih, ampak čim večkrat, tem boljše. A vi tudi pravite oziroma propagirate samo zdravje, ki ga pač to prinese in ne nazadnje duševni mir? Tako je, mislim jaz, da, gledajte, pa da ne bom govoril v tretji osebi, vi morate vedeti, da recimo danes je še taka zgodna ura, ampak včeraj, pa ko ni bilo take gneče vmes, namesto da bi šel med malco, sem pač me tako zgrabljal, da sem si probal malo popenzlat in pol, ker mi je odgovarjalo, sem pač do konca štafel pohobljal, mislim, ni bilo absolutno nemoteče. Ja, razen za mene, ja. Ja, kaj pa te je pred vami, doktor? Ja, ne, to ne, samo drž se, v nemščini se drte, pa sem zopet tako večkrat že do zdaj nasedla, pa sem šla not pogledat. Dobro, da to absolutno ni pomembno, zaradi tega, ker se pravim, mi dva smo sodelavca več kot 15 let, masturbacija je ena stvar, akt sam ali pa odnos pa je druga, tu more biti neka barijera, glede prvega pa hvala Bogu in se pravim, vida je, ona je tu, ona tudi z mano modra sa vregra dava, če je treba. Ja, nič nas ne dajam not, ja samo včasih grem prek regrata, nažalost. Lepo sem vam rekla, ne, nekaj sprašujte več takih stvari. Ne, doktor je... Ne, jaz pravim tak, čim večkrat poliko lupiti. Doktor, lepo prosim, ne... Kaj mama gužvo? Ja, mama, sicer ne tak, ampak dovolj ste povedali, se veste, kako ekstremna mnenja imate vi o tem, no. Vida, naj te spomnim, da si doma imela probleme. In sem tvojemu, ne vem kak mu je ime, pač dal navodila. In zdaj, ko doma lepo jagnčka v peko večkrat da, je tudi splošno stanje boljše, ne? Lepo prosim, doktor, ne bi zdaj še mojega intimnega življenja not vpletali, lepo prosim. Ja, no, se nisem zdaj videl rekel, da si ti moš bolj pogosto pokamplat, ker nisem za ženski specialist, ampak se pravim, dajmo to delati moški, ne? Hvala lepa, gospod doktor Koren, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.